Bom zelo jasno povedal, prvo inicijativo je dal pokojni predsednik države Slovenije, dr. Drnovšek. Predvsem mi je ostalo v spominu, ker sem uspela narediti zaključnico številka 1 z Ljubljansko banko. Analitiki govorijo o pregretih tečajih in o borznem balonu. Od leta 2001 do leta 2007 do jeseni so tečaji porastli za 500%. To ni normalna rast. Naj sosedu crkne delnica. To bi danes rekel, nikoli ne daj vseh jajc v eno košaro. Jaz se predvsem spomnim tega prostora v borzi, ko smo s certifikati, s papirčki kupovali delnice in deleže slovenskih podjetij. Spomnim, da sem šel enkrat sam k Drnovšku in sem rekel, da se mi zdi to prevelik pritisk in da ne morem več zdržati. Pravzaprav sem enkrat vmes celo odstopil. Slovenija je doživela oster zdrs v recesijo. Danes je prišlo do izjemnega poskusa reševanja finančne krize. In tam, kjer je pohlep, so logično tudi deviacije. Današnjih deviacij je kriptoscena, ki je neregulirana, ki je neurejena. Sedel sem v gostilni pod Čadom, ko sem srečal dva gospoda. Takrat sem pomislil, zdaj le se pa nekaj kuha. Mi smo se tudi srečevali z grožnjami. Včasih se mi je zdelo, da gre vse skupaj prehiter. Pred dnevi so odprli jugoslovansko borzo vrednostnih papirjev v Beogradu. Danes pa je začela delati še borza v Ljubljani. Dogodek je vzbudil izjemno pozornost med slovenskimi gospodarstveniki in zlasti med finančniki. Prišli smo v dvorano, kjer je bilo polno obiskovalcev. Usedla sem se med 13 drugih borznih posrednikov v obliki črke U. Nisem pa vedela, kaj nas čaka. Ali bomo imeli kako naročilo, ali bom samo presedela cel borzni sestanek. In ko je zazvonil zvonček ob 10:30, je kmalu po tistem se mi oglasil telefon ravno pred mano in sem dobila naročilo ene stranke, ki je želela prodati obveznice Jutexa in moram priznati, da sem jih tudi uspela prodati. Tako imenovana aukcija, izklicevanje cene obveznic, blagajniških zapisov in delnic, delnica je bila na borzi ena sama, je potekala dokaj sploščeno. Zdelo se je, da so se prodajalci in kupci odločali občasno celo na hitrico. Če gledam sedaj povsem začetke, 26. december 1989, takrat je Ljubljanska borza štartala z 11 vrednostnimi papirji in 14 borznimi člani. Bilo je polno euforije, bilo je takrat veliko besed, bilo je veliko zagona. Ne le, da na Ljubljanski borzi kroži še vedno kar ducat vrednostnih papirjev, kar je za začetek več kot ugodno, tudi obiskovalcev, se pravi opazovalcev, je menda vedno dovolj. In sigurno je bila Ljubljanska borza tista inštitucija, ki je na začetku kapitalskega trga pomenila dobesedno neke vrste vodiča oziroma gonilo tega razvoja. Če ni nič drugega, zaključujemo današnjo aukcijo. Med vrednostne papirje, ki kotirajo na borzi, bi vam omenila predvsem obveznice, delnice in pa kratkoročne vrednostne papirje. V bivšem sistemu se o tem ni govorilo. Malo je bilo pač ljudi, ki so imeli v zvezi s tem pravo prakso. Ti so bili seveda starejši ljudje izpred druge svetovne vojne, ker vemo, da borza tukaj v Sloveniji je delovala do leta 1942. Začetek slovenskega borzništva sega že dobrih 65 let nazaj. 16. avgusta 1924 je Ljubljana dobila prvo borzo, ki je kasneje izginila v vojnem gospodarskem razsulu in kar dobrih 65 let je bilo treba čakati na ponovne borzne sestanke. Borza tako nastaja na pogorišču samopravnega gospodarstva in o prvih začetkih tržne ekonomije. Vsekakor je pomembno tudi to, da je Slovenija dejansko bila čisto prva borza v katerikoli državi socializma takrat. Konkurenca je bila še Madžarska z Budimpešto in Kitajska s Šankajem. Mi smo prvi ustanovili borzo, torej dejansko orali to mednarodno svetovno ledino in tudi prva borza, ki je izpolnila vse težke, zahtevne mednarodne standarde poslovanja. Mi smo imeli v bistvu vrhunsko infrastrukturo, katero so hodili gledati iz celega sveta, žal pa nismo imeli okolja,
ki je bil naklonjen borzi, da bi se ta lahko bolj razvila. Ker enostavno država ves čas te borze nekako ni hotela poskrbeti za nekatere dejavnike razvoja tega trga kapitala. 2 meseca je že odprta Ljubljanska borza vrednostnih papirjev in še vedno posluje. Pravim, še vedno. Saj je znano, da je na primer Beograjska hitro zamrla, ker pač ni imela s čim trgovati. Seveda pa bo kot prava borza lahko zaživela šele takrat, ko bo do konca izpeljana privatizacija podjetij. Osnovna logika seveda je bila, kaj bi imeti prej v tem postopku tranzicije, ali najprej imeti borzo, pa potem agencijo, ki bo regulirala borzo, ali obratno. Drugo vprašanje, ki je bilo pa seveda zelo pomembno, je bilo pa vprašanje, ali bo borza služila samo privatizaciji in tranzicijskemu procesu, ali pa bo to dolgoročno institucija finančnega sistema, ki bo pač usmerjal prihranke v najboljše namene. Preko lastniškega preoblikovanja podjetij bomo slovenski državljani postali aktivni udeleženci enega od najpomembnejših procesov v zgodovini slovenske države. Problem je bil v tem, da smo mi pač iskali kompromis med različnimi načini privatizacije in jaz seveda bi rekel zadovoljstvom ugotavljam, da je bil naš model po mojem med vsemi modeli te pospešene, hitre, masovne privatizacije v centralni in vzhodni Evropi najmanj slab. Privatizacija je tekla predolgo. Bila je preveč puritanska, premalo praktična. Zaradi tega smo imeli veliko nerodnosti in veliko razočaranj. Vrednost delnic je padala zaradi tega, ker so ljudje, 2 milijona delničarjev, ne po svoji volji, brez znanja, želelo čim prej unovčiti svoje darilo države. In zaradi tega ni bila adekvatno ocenjena vrednost delnic posameznih PID-ov. Včasih se mi je zdelo, da gre vse skupaj prehiter, da je prepomembno, da bi rekel, se tako hitro spreminjalo. Se spomnim, da sem šel enkrat sam v Drnovšku in sem rekel, da se mi zdi to prevelik pritisk in da bi rekel, tega ne morem več zdržati. Pravzaprav sem enkrat vmes celo odstopil. Nekateri ekonomisti so izredno kritični do dogajanj na Ljubljanski borzi. Menijo, da nimajo nobene zveze z razmerami v našem gospodarstvu in da gre za čiste špekulacije. Moram reči, da je bilo zgodb takrat zelo veliko, ker so bile napačne predstave, seveda iz ameriških filmov, o tem, kaj je borza in kaj je njena naloga v družbi. Ob ustrezni zakonodaji, ki pa je nimamo, bi številne posle na borzi lahko uvrstili celo med kriminalne. 50 ljudi, pravijo, posnema Wall Street in to je vse. Ljudje so prihajali z idejami, ki so bili dejansko z divjega zahoda, kako bojo prodajali nekaj, kar ne obstaja, prodajali svoj imidž, zelo veliko po liniji teh velikih prevar borznih in so bili ljudje pri tem precej agresivni. Odkupovanje privatizacijskih delnic je postalo tolikšno, da se je zganila celo Agencija za trg vrednostnih papirjev, ta paradržavna ustanova, ki bi naj na trgu vrednostnih papirjev skrbila tudi za red in zakonitost. Kaj smo se naučili iz tega, je to, da ekonomskih zakonov pač ne moreš za predpisi ukrotiti ali spremeniti. To je tako kot deroča voda, ki vedno najde svojo pot. Naj vaš certifikat postane denar, pravijo eni. Imamo znanje, izkušnje, jasno naložbeno strategijo in povsem enak cilj kot vi. Ob čim manjšem tveganju doseči čim večji donos. Vse najboljše. Jaz se predvsem spomnim tega prostora v borzi, ko smo s certifikati, s papirčki kupovali delnice in deleže slovenskih podjetij, nervozo, ki se je v tem okviru pojavljala, kako čim več dobiti za tiste papirčke, ne zase, ampak za vlagatelja. In tako tudi ta ekonomski princip minimax, z najmanjšim naporom maksimalni dobiček, pravzaprav deluje in tega mi nismo upoštevali v celotni privatizaciji, zato smo pa pač
morali popravljati. Takratna vlada pod vodstvom Janeza Drnovška je namreč Slovencem razdelila certifikate v skupni vrednosti 8 milijard takratnih nemških mark ali približno 4 milijarde evrov, kolikor naj bi bilo vredno družbeno premoženje. No, privatizacija je imela v bistvu na razvoj trga zelo, bi rekel, nekak dvojni učinek. Navidezno je izgledalo, da je to pravzaprav velika priložnost. Praktično smo čez noč dobili delniške družbe. Po drugi strani je pa seveda tak začetek povzročil cel kup enih dodatnih težav, ki so se pa pokazale pravzaprav na dolgi rok. Ker je del javnosti takrat menil, da gre pri certifikatih le za ničvredne papirje, so to izkoristili poučeni posamezniki in te certifikate začeli poceni kupovati od ljudi. Kasneje so certifikati postali vrednostni papiri, poučeni posamezniki pa zasebni lastniki nekdaj družbenega premoženja. V zadnjih dneh presenetljivo o certifikatih govorimo veliko bolj spoštljivo. Nič več jih ne devamo v nič. Tu in tam jim kdo pove v prid celo kakšno prijazno besedo. Kaj se je zgodilo? Je res kaj možnosti, da postanemo kapitalisti? Dober večer. Lepo pozdravljeni. Evropska unija ima od danes 25 članic, med njimi je tudi Slovenija. Nekateri posnetki zadnjih ur se bodo zagotovo zapisali v zgodovino Slovenije in Evrope. 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Benvenuti in Europa! In jaz moram reči, da bi to izjemno zanimiv čas, da smo mi imeli, tisti, ki smo se takrat s politiko ukvarjali, en velik privilegij. Ta privilegij je bil, da smo imeli jasne cilje. Naš cilj takrat je bil vstop v Evropsko unijo in seveda do konca vstop v Evropsko unijo, kar pomeni seveda tudi prevzem evroobmočja. Meni je veliko veselje, da lahko danes slovensko javnost seznanim z dejstvom, da smo končali pogajanja z Evropsko centralno banko, pogajanja z Evropsko unijo v zvezi z vstopom v Evropski mehanizem deviznih tečajev. To je prvi velik korak v smer prevzemanja evra. Ko smo mi prihajali v ERM2, se pravi čakalnico za evro, in smo novinarjem povedali, lejte, tečaj je tak pa tak, in smo jim dali točno tečaj. Zaprta informacija pa je 2 dni do takrat. Noben novinar ni objavil ničesar. In točno v tisti uri, ko je bilo pač sproščena informacija, je šla skozi vse medije. Tečaj, ki bo veljal od jutri naprej kot centralni tečaj v Republiki Sloveniji za tolar v odnosu na evro, bo 239,64 tolarja za en evro. Drugače pa, jaz mislim, da je bilo to obdobje, zadnje obdobje dobre koordinacije ekonomskih politik v Sloveniji, kar se je potem popolnoma opustilo ali pa zelo opustilo v naslednjem obdobju in to pa res danes plačujemo ceho za to slabo koordinacijo med inštitucijami. Jaz sem bil tisti, ki je najbolj nasprotoval pravzaprav vstopu v ERM2 in prevzemu evra, ker sem menil, da je velika možnost, da bomo nekonkurenčni, ker bomo vstopili pri neustreznem deviznem tečaju. Ja, v najdaljši bučni in razigrani minuli noči se nismo le poslavljali od starega leta in nazdravljali novemu, poslovili smo se tudi od tolarja. In po prvih izkušnjah so denč brez posebnih težav prevzeli evro. Slovenija se je danes pridružila 12-terici držav z evrom. Prvi je že malo... Na koncu moram reči popustil celo Gaspari. Je tudi želel, da se prevzame. Rop je bil seveda zelo za. Na koncu sem še sam popustil, ker so me prepričali z vsemi možnimi analizami, da je naše gospodarstvo dobro usklajeno z evropskim gospodarstvom. Na koncu se je izkazalo, da to ni čisto tako. Po drugi strani pa je vprašanje, ali bi krizo mogoče še slabše prevozili, če ne bi imeli evra. Različne so ocene.
V zadnjih tednih pa na Ljubljanski borzi hitro naraščajo borzni tečaji. Analitiki govorijo o pregretih tečajih in o borznem balonu. Podatki kažejo, da poletna rast tečajev še nikoli ni bila tako visoka. Indeks SBI 20 je v 6 mesecih pridobil 65,5%. Dejansko jaz se prav živo spomnim, ko smo v analitskem oddelku tam leta 2006 zračunali vrednost petrola, 200 evrov, na borzi je bil 800 proti 1000 je šel. Smo se vsi sprašvali, ali je to res mogoče, kdo je tu nor. In to so dejansko spodbujale želje po tekonizaciji, po menedžerskih prevzemih in pa banke državne, ki so dejansko to suportirale brez kakršnekoli podlage. Sedel sem v gostilni pod Čadom, ko sem srečal dva gospoda, ki sta takrat igrala pomembno vlogo. In takrat sem pomislil, zdaj le se pa nekaj kuha. In res se je zgodilo, da smo potem videli te velike premike in to koalicijo, ki se je zgodila med Istrabenzom in pivovarno Laško. Nekdanji prvi mož borze v zvezi s tem pravi, da smo v tretji fazi privatizacije. Prva faza, sistem zelo razprašenega lastništva preko potrdil lastniških, druga neka prva koncentracija in zdaj ta dokončna koncentracija, ko v bistvu podjetja, vodstva, pravzaprav podjetij konsolidirajo lastništvo. In potem nas čaka v bistvu še četrta faza, to, ko bodo verjetno te, ki so najbolj govorili o nacionalnih interesih, morda nekateri od teh prodajali tujcem. In ta trg bi bil lahko bolj razvit danes, če ne bi bilo res teh norih časov 2007-2008. Od leta 2001 do leta 2007 do jeseni so tečaji porastli za 500%. To ni normalna rast. Za primerjavo, v ZDA v 200 letih delnice v enem letu nikoli niso zrastle toliko kot v Sloveniji. Danes je prišlo do izjemnega poskusa reševanja finančne krize. Glavne centralne banke po svetu so namreč v usklajeni akciji znižale ključno obrestno mero za kar 0,5 točke. Na evropskih borzah v Londonu, Parizu, Milanu in Frankfurtu so sicer tudi danes vrednosti delnic padale. Na dnu so še naprej azijski finančni. V začetku je bilo kar precej nekih upov, da je to bolj kratkotrajne narave in da slovenskega trga niti ne bo to toliko prizadelo. Mi smo gledali krizo ameriško v letu 2007, smo rekli, to je daleč, to je na uni strani Atlantika. Oni imajo vsakih 10 let krizo in se ne bo nič zgodilo, ta plima oziroma val ne bo prišel do Evrope. Potem je pa pač iz tedna v tedna bilo bolj jasno, da ne samo, da je slovenski trg približno enako prizadet kot drugi borzni trgi, pokazale so se tudi v bistvu že specifike slovenskega trga kapitala, nedokončanega lastninjenja. Indeks Ljubljanske borze SBI 20 je danes doživel največji relativni padec v svoji zgodovini, saj je padel kar za 8% na vrednost 5238 točk. Borzniki, ki smo jih danes obiskali, so bili enotni, da sta panika in nezaupanje naredili svoje. Najtežji del je bil pravzaprav komuniciranje z javnostjo, ker takrat je dejansko nastopila panika. Ta panika je tudi povzročila potem že v letu 2008 padec približno skoraj 70% teh pokazateljev kapitalskega trga. Vlagatelji, ki so bili dejansko prvi pravi vlagatelji, da so z svojimi sredstvi plačali delnice v teh naših izpostavljenih ali pa najbolj pomembnih delniških družbah, so izgubili vse. In to je seveda imelo tudi zelo velike posledice. In to niso bili prijetni časi. Slovenija je doživela oster zdrs v recesijo in ta je zdaj tudi uradno potrjena. Recesija je, če imaš premalo denarja v žepu. To je recesija in po domače in po tuje. Že drugo četrtletje zapovrstjo je bila gospodarska rast negativna. Izvoz v prvih 4 mesecih letos je bil kar za četrtino manjši kot v enakem obdobju lani. Vlada sicer upa, da bodo ukrepi... Vzdušje je bilo zaskrbljeno, ljudje so bili presenečeni nad globokim upadom gospodarske dejavnosti, javnofinančnih prihodkov. Kako pa smo ranljivi, sem pa seveda opazil po prvih podatkih o padcu javnofinančnih prihodkov marca 2009, ko se je pokazalo, da je gospodarstvo v Sloveniji hitreje upadalo od povprečja Evropske unije. Tisti približno 8% padec se je takrat že preko padca javnofinančnih prilivov
kazal. Zlom nepremičninskega trga v ZDA, pa posledično zlom svetovnih borz, sta zamajala tudi slovenski kapitalski trg. Takrat se je v bistvu precej tega dogajanja odmaknilo od Ljubljanske borze in od samega trga in so se sami izdajatelji podjetja obrnile same vase in v bistvu intenzivno poskušalo urediti stanje. Protestniki okupirali borzo in se ne dajo ne mrazu in ne policiji. Dober večer. Boj proti družbeni krivičnosti se nadaljuje. Pred Ljubljansko borzo že več kot 24 ur vztraja skupina udeležencev zborovanja za pravičnejšo družbo. Približno 50 ljudi je sinoči po osrednjem delu demonstracij na ploščad pred borzo postavilo šotore in v njih prenočilo. Mi smo morali vsake obdobju očistiti okolico borze in takrat, naprimer, ko smo pač mi odstranili plakate, očistili pročelje borze, smo lepo plakate zložili kot praktično njihova avtorska dela, odložili v škatlo in jim nazaj predali pač tudi spoštovanja do tega dela in vsebine, ki so jo imeli. Lahko pa verjamete, da naslednje jutro je bilo vsaj polovico teh plakatov nazaj na pročelju borze. No. Ampak vse je potem potekalo v nekem medsebojnem spoštovanju in razumevanju, da ne gre več nekako direktno protest naproti Ljubljanski borzi. No, edini incident, če bi mu to sploh lahko rekli, se je zgodil pred borzo, ko je eden od protestnikov vanjo zalučal manjšo dimno bombico. Med protesti je odpadla tudi črka R na napisu borza. Policisti pravijo, da zaradi hrupa in vibracij. Seveda pa za same protestnike je bil to zelo dober simbol, pri katerim so lahko v bistvu tudi prikazali svoje nezadovoljstvo s trenutnim stanjem, jaz mislim, da celotnim stanjem v državi v tistem trenutku. Dober večer. V naši državi se bodo morali ključni odločevalci kmalu odločiti, ali bomo reševanje nakopičenih bančnih in proračunskih težav lahko plačali sami, ali pa bo morala država zaprositi za pomoč. Odločitev bo odvisna predvsem od velikosti bančne luknje in bruseljske ocene proračunskega svežnja. Tistim, ki kličete trojko in pomoč iz tujine, zato sporočam. Trojke, s katero grozite, ne bo, ker znamo sami priti do cilja. Če bi morda takrat počakali leta 2013 in ne popustili pod pritiskom, trojka bo prišla. Torej, trojka so 3 pomembne ustanove, ki nadzorujejo države Evropske unije. Ko pa se katera država znajde v težavah, z njo podpišejo sporazum in ji določijo, kako mora ravnati, da se bo rešila iz krize. Trojka ne bi nikoli prišla, zato ker je družben produkt že v drugem kvartalu leta 2013 naraščal. Če bi gledali z letala, bi mogoče lahko ugotovili, da to ni bilo najbolj smotrno, kar smo naredili, ker smo dodatno zadolžili slovenski proračun samo za sanacijo bank. Ugibanj ni več. Obremenitveni testi so pokazali, da bi ob najbolj neugodnih makroekonomskih razmerah v 8 bankah v Sloveniji utegnil zazevati 4 milijarde 778 milijonov evrov globok kapitalski primanjkljaj. Za 4,7 milijarde evrov bi lahko kupili toliko povprečnih družinskih avtomobilov, da bi jih lahko postavili v vrsto po cesti od Ljubljane do Pariza. Zato potrebujejo takojšnjo dokapitalizacijo. 3 milijarde... Se mi zdi, da je Banka Slovenije ustrezno ukrepala, res, da je bilo tukaj sanacija pozno, ampak če primerjate ukrepe, ki jih je Banka Slovenije sprejela in sanacija bančnega sistema s podobnimi ukrepi, ki so jih sprejele banke v Italiji, v Španiji, na Irskem. Mislim, da cena te sanacije v Sloveniji ni bila višja, kot je bila cena v teh državah. O sanaciji naših bank se je v minulih letih veliko govorilo, kako tudi ne, saj smo vanje prelili skoraj 5 milijard davkoplačevalskega denarja. Občasno so se porajali tudi dvomi o pravilnosti postopkov, samo pri 2 največjih bankah pa je bil kapitalski primanjkljaj precenjen kar za 0,5 milijardo evrov. Kriza v Sloveniji bila precej manjša, če bi del financiranja prevzel tudi trg kapitala oziroma borza kot njen najvišji del, kot nek vrh piramide. Se pravi, če bi imela podjetja tudi alternativo v pridobivanju finančnih sredstev preko neposrednega trga, preko borze, bila manj odvisna od bank in seveda potem ne bi bilo vse breme našega financiranja, naše krize, našega financiranja razvoja na bančnem sektorju. Nemalo podjetij je bilo takrat v situaciji, ko so bili v milosti in nemilosti dejansko ene institucije, včasih tudi enega
Risk Analitika. Mineva 10 let od propada investicijske banke Lehman Brothers. S tem se je začela velika finančna kriza, ki je zajela ves svet. V Evropi je privedla do gospodarske krize, katere posledice... Včasih pravimo v borzništvu, da v 7 letih vse pozabiš. Problem v Sloveniji je, da je 10 let minilo od tega, pa niso še ljudje pozabili. Ne? Kot posledica krize je med slovenskimi varčevalci nastalo veliko nezaupanje do vsega, kar ni bančno varčevanje. Če zdaj mi pogledamo, imamo na bankah 20 milijard depozitov, po nič obrestni meri, v delnice pa nobene nalaga. In to je dejansko glavna težava slovenskega kapitalskega trga, da na trgu ni fizičnih oseb prebivalstva, ki bi del prihrankov definitivno morali imeti v ključnih slovenskih podjetjih. Ne? Slovenski državljani imajo raje depozite. Zakaj se ne odločajo za bolj tvegane naložbe, za nakupe delnic, obveznic? To se sprašujemo vsi skupaj, kako to spremeniti na trgu. Premalo je prisoten ta razvojni vidik. Kako narediti slovenski kapital v investicijskih priložnostih pomembnejši. Tako da to je glavni problem slovenskih inovacij tam, kjer so, da nimamo dostopa do kapitala. Ne? Številna slovenska podjetja z dolgo tradicijo propadajo, po drugi strani pa doživljajo pravi razcvet zagonska podjetja. In ta del se mora definitivno razvijati in tukaj bi mogla vsaka vlada, ki ko pripravi koalicijsko pogodbo, se zavedati, da je kapital, ki se investira v podjetja, je ključen za rast slovenskega gospodarstva. Po hudem padcu gospodarske rasti leta 2009 je bila ta zadnjih nekaj let med najvišjimi v Uniji, lani kar 5-odstotna. Danes živite bolje kot pred 10 leti? Ne, tudi slučajno ne. Isto. Imamo preveč ljudi, ki nimajo niti za jesti pošteno. Zadnja gospodarska kriza nas je marsikaj izučila. Ugotovili smo, da so v Sloveniji pomembni deli družbe se sposobni prilagoditi drugačnim razmeram, se soočiti z velikimi izzivi. Brez dvoma smo vsi udeleženci bolj zreli, ključno z regulatorjem, verjetno ali pa zagotovo tudi z investitorji. Zdaj je gospodarstvo veliko bolj previdno, veliko bolj robustno in pripravljeno na eventualno krizo, ki pa po moji oceni ne bo nastopila tako odsekano, kot je leta 2008. Dober večer. Za Slovenijo najpomembnejši gospodarski partnerici imata težave, se bo v njih znašla tudi Slovenija. Nemčija se je po 0,2-odstotnem padcu rasti. Ko bo kriza prišla, enkrat bo zagotovo prišla, si predvsem želimo to, da ne bi te napake ponovili. Skratka, da bi takrat, ko bodo take razmere, da bi naša podjetja imela na razpolago več možnosti financiranja, različne finančne instrumente. Bo Slovenija prva oblikovala pravila za bolj jasno zbiranje denarja za zagon podjetij s prodajo kriptožetonov? To je bilo eno od osrednjih vprašanj na prvi evropski konferenci o veriženju podatkovnih blokov v Sloveniji. Organiziran trg je moral, ko v teh 30 letih preboleti veliko ošpic, veliko otročjih bolezni, da je dosegal današnjo stopnjo. Pozabili smo, kaj se je zgodilo v preteklih 30 letih. S tem poslom so se začele baviti nove generacije. Te izkušnje nimajo in zato se učijo znova in učijo se ne na naših napakah, ponovno na svojih napakah. Tipični primer današnjih devijacij je ta tako imenovana kriptoscena, ki je neregulirana, ki je neurejena in pravzaprav lahko absolutno rečem, da je trg finančnih inštrumentov bistveno bolj varen, bistveno bolj urejen in to je tista velika prednost, ki jo sabo v končni fazi prinašajo tako domače inštitucije kot tudi inštitucije Evropske unije. Cenjene gledalke, dragi gledalci, dober večer. Evropska unija ima znova 27 članic, Združeno kraljestvo je uradno izstopilo iz evropske povezave. Paradoksalno je, vendar lahko, da bo Brexit ustvaril nekatere pogoje za to, da bi nekatere investicijske družbe prišle v Slovenijo. Saj jaz poznam takšen primer. This is the dawn of a new era. A zdaj je ključno predvsem. Torej, možnosti so in priložnosti so. Bolj bo Slovenija globalna, bolj bo Slovenija razvita, več bo teh priložnosti tudi na trgu kapitala. Res, kaj dost v teh zadnjih 30 letih država ni
pomagala slovenskemu kapitalskemu trgu. Več ali manj se ministrstva ukvarjajo s proračunom, z davčnimi reformami in tako dalje, medtem ko je slovenski kapitalski trg vedno nekje v ozadju, nikoli ne pride na vrsto. Pa vendar, ko pogledamo naprej, še vedno ocenjujemo, da ima tudi v Sloveniji kapitalski trg še velik potencial, ki ga bo seveda v naslednjih letih oziroma v naslednjih desetletjih mogoče izkoristiti. Tako da ključno pri tem bo, da bo nekdo res naredil pomembne reforme in ena izmed idej bi definitivno bila, da bi še enkrat razdelili premoženje, ki ga ima država, med prebivalstvo.